Prisrčen pozdrav. Danes sem se odločila, da bom spregovorila o brezpogojni ljubezni kot pogoj za zdravo, srečno življenje, seveda ob predpostavki, da tudi ljubimo naravno hrano, naravno življenje in da hodimo po tej zemlji kot suvereni Božji otroci. Leta 1989 sem imela že seminarje z brezpogojno ljubeznijo in naravo do popolnega življenja. In ne da bi vedela, je bila na enem od teh seminarjev tudi novinarka Alenka Bibič, ki je bila tedaj novinarka revije Jana. Danes bom govorila o brezpogojni ljubezni in o naravi, ljubezni do narave, naravni prehrani, ki je pogoj za srečno, zdravo in popolno življenje na tej zemlji. Seminar o brezpogojni ljubezni in naravi sem že imela leta 1989. In spominjam se, da smo imeli resnično prelepe trenutke, ko smo govorili, kako je pomembna ta brezpogojna ljubezen in ta ljubezen do narave, do našega srečnega, zdravega in novega življenja. Dragi člani Društva za srečno življenje Belis, danes tukaj bi rada samo poudarila, da moje delo, ki se je začelo že leta 1987, prav na temo brezpogojno ljubezen, dobiva en velik epilog v okviru Društva za srečno življenje Belis. In zelo sem hvaležna Mihaelu, ki je vsa ta leta na en način res podpiral to misijo, ki sem jo začela že leta 1987. Ja, tako je. Če imamo v sebi bolečine, zamere, sodbe, jeze, žalosti, strahove, seveda ne moremo občutiti sreče, niti ne moremo biti zdravi, ne moremo imeti lepih medsebojnih odnosov. Zato je resnično pomembno, da pogledamo v svoje srce, odpustimo sebi in drugim vse, kar nas teži. In da ljubimo to naravno življenje, naravo, naravno prehrano, prehrano brez pesticidov, da imamo ljubezen do življenja, do čiste vode, do čistega zraka. In oboje skupaj nam omogoča, da se mi lahko dobro počutimo v svojem vsakodnevnem življenju. Če nimamo brezpogojne ljubezni, pa tudi če imamo naravno hrano, je premalo. To je tako kot avto brez enega kolesa, se ne more peljati. Če pa imamo naravno hrano, pa nimamo ljubezni brezpogojne, pa je ravno tako nemogoče živeti srečno in zdravo življenje na tej prelepi zemlji. Zato v teh dnevih vse vas, dragi člani za srečno življenje Društva Belis, resnično ponovno pozivam, da pogledate v svoje srce in da se odločite, da boste resnično sprejemali ne samo kisik iz zraka, ampak tudi to darilo brezpogojno ljubezen. Brez te brezpogojne ljubezni ne moremo živeti na tej zemlji v miru in v radosti. Nemogoče. In če imamo brezpogojno ljubezen, je ta ljubezen tako močna, da tudi če je na en način hrana ni tako zdrava, kot bi si mi želeli, jo lahko ta moč skozi nas transformira iz nezdrave v zdravo.
Tudi vodo, ki jo blagoslovimo s to brezpogojno ljubeznijo, jo transformiramo iz nezdrave v zdravo. In tudi naše sovražnike, če blagoslovimo z brezpogojno ljubeznijo, jih tudi na en način obdamo s to brezpogojno ljubeznijo, ki jih ali oddali od nas, ali pa jih spremeni v prijatelje, v bitje luči, v bitja ljubezni, v bitje prijateljstva. Zato spoštujmo ta naš zakon, 9. zakon v statutu, prvo alinejo, da se vedno znova in znova odločamo za brezpogojno ljubezen. Ko so Jezusa vprašali, kolikokrat na dan je treba odpustiti neprijateljem, se je nasmejal in rekel, 7-krat, 70-krat. To je praktično neskončno krat. Pa zakaj? Za sebe moramo to narediti. Za naše zdravje. Za naš mir. In zato, da smo kot bitja luči in kot Božji otroci tisti, ki hodimo po tej zemlji in vendar nismo v tej zemlji. Smo lučke, ki prižigamo lučko, smo ljudje, ki dajemo ljubezen in mir in smo na en način tudi tisti, ki se trudimo, da bi zaživeli vsi Božje zakone na zemlji, seveda tudi matematično logiko in to brezpogojno ljubezen, o kateri vedno znova in znova govorim. Dragi člani za srečno življenje Belis, želim vam prečudovite, lepe dneve z brezpogojno ljubeznijo in seveda tudi z ljubeznijo do bližnjega, do narave, vode, zraka in do vse hrane. Najlepša hvala za današnjo vašo pozornost.